Spoštovani, lepo pozdravljeni v podkastu. Sem filmski kritik Igor Harb in danes gostim režiserko Sonjo Prosenc, ki se je nedavno vrnila iz New Yorka, kjer je na slovitem festivalu Tribeca sodelovala s svojim tretjim celovečernim igranim filmom Odrešitev za začetnike. Njena prva filma, Drevo in zgodovina ljubezni, sta bila med drugim uvrščena v tekmovalni program prestižnega festivala v Karlovih Varih. Pri tem je zgodovina ljubezni tudi prejela posebno omembo žirije, in to žirije, ki je predsedoval siloviti cineast Mark Cousins, med drugim avtor dokumentarne serije Zgodba v filmu, ki velja za enega največjih poznavalcev in ljubiteljev filmske umetnosti. Sonja Prosenc, pozdravljeni in čestitke. Najlepša hvala in hvala za vabilo. Najprej nam prosim povejte, kako je bilo na Tribeci. Kot omenjeno, ste si že prej uvrstili s svojimi filmi na prestižne festivale, a ta je najbolj zvezdniški, že zaradi njegovega ustanovitelja Roberta De Nira. V delu smo med drugim videli fotografijo, kako ste pozirali tudi z britanskim komikom in režiserjem Stephenom Fryem. Kako je bilo to? To srečanje s Stephenom Fryem se je zgodilo čisto naključno, ker je naš film imel premiero istočasno kot film, v katerem on nastopa, kot mislim, da ima glavno moško vlogo. Tako da to je bilo čisto naključno. Mi smo sicer bili popolnoma skoncentrirani na svojo premiero, vznemirjeni seveda, tako kot se za tak pomemben festival spodobi. Kar me je zelo veselilo, je bilo to, da je bila na festivalu tako velika ekipa. Mislim, da nas je bilo okrog 20 iz 3 držav. Film je sicer koprodukcija 5 držav. In ko prvič pogledaš film s publiko, je to en poseben občutek, ampak hkrati s publiko ga je prvič videl tudi del ekipe, tako da je to neko posebno doživetje in vedno vprašanje, kje, na katerem festivalu se bo to zgodilo, nikoli ne veš, kaj se da pričakovati. Tako da smo bili na koncu zelo veseli, ko smo prejeli to povabilo v ta glavni tekmovalni program Tribeca. Odrešitev za začetnike v New Yorku požela odlične kritike. Če denimo citiram umetniškega direktorja Tribeca, spet iz dela. Odrešitev za začetnike je odličen primer stilističnega filma s kontroverzno in včasih srhljivo tematiko. Odlični igralci, izjemna fotografija in montaža. Sonja Prosenc je ustvarila edinstveni film, drzno pripoved in uporabila smel filmski jezik. Takih odzivov je bilo kar nekaj, kateri pa je vam najbolj ostal v spominu? Nasplošno, ja, so bili zelo dobri odzivi na film in nekako, ja, seveda je režiser ali pa režiserka, smo nekako ponavadi najbolj izpostavljeni ali pa scenarist, režiser, ampak se mi zdi, da so bili odzivi nekako zelo navdušeni nad filmom kot kompletnim delom. Se pravi, da so ti dobri odzivi leteli tudi na scenografinjo, na direktorja fotografije, na igralce, ker film je ekipno delo, kljub temu, da sledi viziji režiserke v tem primeru. Jaz zelo uživam v dialogu s svojimi soavtorji. In zdaj pri tretjem filmu se mi zdi, da imam to ekipo že nekako nabrano, res dobrih avtorjev in v bistvu me je to pri filmu, pri odzivih na film veselilo. No? Torej, ja, z izjemo predpremiere, ki bo, oziroma je bila v filmu Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu, si v Sloveniji filma še ni mogoče ogledati. Zdaj, iz napovednika je razvidno, da gre za film o premožni družini, ki se sooča s kopico težav. Kaj več pa še lahko povemo o njem, brez da bi gledalcem pokvarila nek užitek in seveda, kdaj ga bo mogoče videti v kinu? Ja, se pravi 30. julija predpremiera in 22. avgusta se začne kinematografska distribucija v Sloveniji, tako da vsi lepo vabljeni. Kar se mi zdi mogoče pomembno povedati, je to, da gre za socialno satiro.
ki problematizira neka splošna družbena vprašanja, se mogoče iz njih rahlo norčuje. In to, da je pri tem filmu prisotne dost na nek način tudi samoironije. Se pravi, da smo sposobni pogledati tudi sami sebe ali pa prepoznati kakšne koščke same sebe v teh dokaj bizarnih likih, vsaj na začetku, dokler jih ne malo bolj spoznamo in se temu tudi mogoče nasmejati. V glavnih vlogah so Marko Mandić, Katarina Stegnar, Aljoša Schneider in pa Mila Bezjak. Kako ste jih izbrali? Kako ste prišli do njih? Sploh denimo Aljoša Schneider, ki je francoski igralec, ne? Ja, se pravi, s Katarino Stegnar in Markom Mandićem sem že prej sodelovala. S Katarino v obeh prejšnjih filmih, sicer v drugem je imela dokaj malo vlogo. Tako da z njima sem že razvijala ta film v dokaj zgodni fazi. Ta lik mladega moškega, ki je pač ena od glavnih vlog v filmu, je bil koncipiran kot tujec. Se pravi, da res kot tuji element, če temu tako rečem, vstopi v to zelo zaprto družino, ki živi v svojem mehurčku, v stekleni hiši sred gozda, ki je neprodušno zaprt, nič ne more not, nič ne more ven. In ta tujec, ki je za njih tujek, vstopi v ta njihov dom in poruši neko dokaj delikatno ravnovesje, ki so si ga vzpostavili in ga probajo vzdrževati. In zato je bilo nekako treba razmisliti ali pa si vzeti neke tuje mlade igralce. Imela sem to srečo, da sem pred snemanjem bila na rezidenci v Parizu. In tam sem nekako tudi spoznala Aljošo, njega so mi predlagali poleg nekih drugih igralcev. In sva se zelo hitro ujela, zelo hitro začela razvijati njegov lik, njegove prizore. Je pa Heco na ključje za projekcijo na Ljubljanskem gradu bilo to, da je film, ki se pravi film En večer pred našim filmom, Srečno na ključje, v katerem pa nastopa njegov starejši brat Nils Schneider. To je pa zadnji film Woodyja Allena. Ja. Tako da, igralska družina, skratka. Kako pa je prišlo do sodelovanja s Silence pri ustvarjanju glasbe? So ena bolj prominentnih skupin, tudi so delali že za oder in film. Kje ste potem jih odkrili? Silenci smo sodelovali na Zgodovini ljubezni, kjer Primož Hladnik in Boris Benko nista delala samo glasbe za film, ampak je dejansko bila njuna obstoječa skladba uporabljena kot del zgodbe, kot del filma. Za tiste, ki so si ogledali moj prejšnji film, to je ta glavna skladba, ki jo igra orkester in kateremu Christopher Joner dirigira. Tako da takrat smo šli snemati to glasbo na Norveško s simfoničnim orkestrom v Stavangerju. In zdaj, potem smo sicer sodelovali še na TV seriji, in zdaj, ko sem povabila Primoža in Borisa spet ponovno k sodelovanju na tem filmu, je bilo prvo Primoževo vprašanje, če bomo lahko šli spet snemati na Norveško z orkestrom, ker snemanje z orkestrom, to so sanje vsakega filmskega skladatelja pri nas. In seveda glasba zveni drugače, če je sintetično ustvarjena ali pa dejansko posneta v živo z velikim orkestrom v simfonični dvorani. Tako da to je bila njegova velika skrb. In ja, mislim, šli smo snemati na Norveško ponovno. Prej sem omenila neke stalne sodelavce, ki si jih počasi skozi projekte mogoče režiserka nabira, in ona dva mislim, da sta ena od mojih teh stalnih sodelavcev, za katere vem, da
bosta prinesla k filmu nekaj, kar ga bo dvignilo na naslednji nivo. Čeprav film skozi prikaz buržujsko-elitne družine kraljevih satirizira puhlost in nenasitnost jare gospode, zdaj omenjeno v filmu, da je Aleksandar obogatel kot direktor hotelske verige, pa se obenem zdi, da je tarča tudi slovenska kulturna scena, kar mislim, da ste malo omenili prej med vrsticami. Saj sta oba zakonca tudi kulturna delavca. Aleksandar je bil nekoč pisatelj, Olivija pa slikarka, ki je postala galeristka. A tu gre za namerno izogibanje stereotipom, torej brezdušni kapitalisti, ki niso brez kreativnosti, in pa po drugi strani umetniške duše, ki niso revne, ali je še kaj bolj kompleksnega zadaj? Se pravi, ideja za film je izšla iz tega mojega spomina otroškega, ki sem ga zdaj že večkrat omenila marsikje, tega gorečega avta in avtov, ki vozijo mimo in ne ustavijo, in spraševanja potem, po vseh teh letih, kdo so ti ljudje, ki pogledajo stran, ki peljejo mimo. Hkrati me je pa zanimalo, kaj je to, a so oni preokupirani sami sabo, zakaj so preokupirani sami sabo, kaj je to, kar njih vrže iz njihove cone udobja. In po drugi strani, a bi mi, če bi bili v njihovi poziciji, dejansko ravnali drugače. Tako da res sem se hotela izogniti moraliziranju in kazati s prstom in reči, dajmo pogledati sami vase, a je tudi v nas kaj podobnega, kar se najde v teh likih, in iz tega izhaja mogoče tudi ta profil teh dveh glavnih likov. In dejansko čisto kot zanimivost naj povem, da med snemanjem filma mi je članica ekipe rekla: Sonja, veš, kaj se je zgodilo včeraj zvečer ali po noči? Odrešitev. Zato, ker je sredi noči nekdo zvonil, trkal na vrata njenega stanovanja in sta se s fantom pač skrivala in se delala, kot da ju ni doma. Se pravi, nekako sta se poskušala izogniti temu, da bi pomagala človeku, kdorkoli je že bil na drugi strani vrata. Se pravi, takrat je dojela, da se te zgodbe dogajajo nam vsem in da smo vsi lahko ti kraljevi, ne glede na socialni status, karkoli. Na koncu se je izkazalo, da je bila zunaj druga članica ekipe, ki je pač predolgo delala in je pač hotela tam prespati to noč, da se ne bi rabila odpeljati domov, ker živi malo dlje. Ampak to je to, no. Ja. Kot v vseh vaših filmih tudi v tem izstopa vizualna podoba. Poleg ponovno odlične fotografije Mitje Lična moramo omeniti tudi bogato scenografijo, ki jo v prvi vrsti označujejo razkošna, hladna vila, polna monumentalnih umetniških del sodobnih slovenskih avtorjev. Med drugim sem prepoznal Tino Dobrajc pa Mita Gegiča. Kako ste zasnovali ta koncept, to hišo, ker je ustvarjena? Mislim, zgrajena je že bila stavba, ampak notranja podoba pa je povsem vaša. To našo glavno lokacijo smo koncipirali kot galerijo. Se pravi, Olivija je galeristka in to nekako prenese tudi v svoj dom. In to je nekaj, kar lahko ima pod kontrolo. In ta kontrola je to, kar ta lik pač potrebuje. In s časoma, ko začne kaos vdirati v to hišo, tudi ta podoba te hiše, ki spominja na galerijo, se spreminja, razpada in vedno bolj postaja del te narave, ki jo obkroža. Tako da smo želeli res začeti iz ekstrema, kjer izgleda hiša, kot da ljudje v njej sploh ne živijo. In dejansko ne živijo. Pač nekako bivajo v tej hiši, ampak težko rečemo, da...
temu, da živijo, po mojem. Kaj pa dejanski hiši tej? Ali živi kdo tam? Ja, seveda, ja. Ta hiša je drugače videti dosti bolj prijazna, mehka. Je sicer ta sodobna arhitektura, ampak je zelo, zelo živa. Aha. Torej, osnovni fokus filma je na tej bogati družini kralja. Kot ste tudi prej povedali, je izhodišče vaše pravzaprav perspektiva družine, ki ji v začetni sceni zgori avtomobil in ki jo kralji ignorirajo, kar se vam je pač pripetilo. Kako pa to, da ste se odločili posneti zgodbo o tej drugi družini? Kaj je in ne o prvi, tisti, ki ostane brez avta? Zato, ker, tako kot sem omenila na začetku, me je zanimalo, kdo so ti ljudje. Rečemo ljudje, ki sem jih jaz iz svoje perspektive videla. In hočem raziskovati to. Se pravi, iz tega je nekako izhajalo. Poleg tega se mi pa zdi, če bi se v filmu posvetili tej drugi družini, mislim, bi bil pač to drug film, a ne? Mogoče bi bila socialna drama o mladi družini, ki zapusti veliko mesto, kjer si ne more privoščiti več stanarine in se naseli v nekem vikendu svoje sestre sred gozda. Pač te stvari so se dogajale, a ne? Še posebej po koroni. Se pravi, scenarij je nastal jeseni 2017 je nastala prva verzija, ko sem montirala Zgodovino ljubezni na Norveškem. In potem, ko se je zgodila korona, je ta tema, te izolacije in tudi mogoče naše recimo tako kot v filmu Izolacija, ki se jo pač ljudje tudi sami ustvarjajo, se je pokazalo zelo kot nevzdržno, ne moramo tako živeti. Mislim, nemogoče je, da živimo v svojih mehurčkih. In tako da smo lahko to na nek način doživeli tudi na svoji koži. Ja, drug film bi bil, ki me pač v tem momentu so me zanimale druge teme. Kritiki in tudi drugi režiserji so vas primerjali z Jeanom-Lucom Godardiem, Terencem Malickom, pa celo M. Night Shyamalanom, kar je povsem eklektičen nabor avtorjev. Vsak med njimi ima močno vizualno senzibilnost in samosvoj pristop k filmski pripovedi. Ali tudi vi to vidite kot neko skupno točko, ali se morda ne bi identificirali s temi tremi, recimo veliko drugih? Ja, jaz to iskanje skupnih točk pa referenc mogoče rajš prepuščam filmskim kritikom, gledalcem, pa mogoče tudi akademikom, ki se tudi dost nekako ukvarjajo s temi filmi, ki jih delam. Jaz sama zase vem, da sem dost vizualen človek in da me bolj zanima ustvarjanje te neke filmske izkušnje, kot pa neka gola ilustracija zgodbe. In da tudi kolikor se zgodbe v filmu pripoveduje, želim, da to gre čim bolj skozi te neke aspekte filmskega jezika, ki se odmikajo od, tako kot sem preomenila, ta izraz ilustracija zgodbe. Za katerega režiserja oziroma režiserko pa bi dejali, da je pustil nekak največji pečat na vašem ustvarjanju, na vašem pristopu k tem, kako vidite film? Težko rečem, da se navdihujem. Gledam dost različnih tipov filmov, ampak najbolj me pritegnejo kot avtorico, se pravi, kadar gledam kot filmska ustvarjalka filme, me najbolj pritegnejo ravno filmi, ki dobro uporabljajo filmski jezik. Se pravi, vsa ta orodja, ki nam jih filmski jezik nudi. Dostikrat so to bolj filmi formalističnega tipa, ravno zato. Ker mogoče zgodbo uporabljajo kot
nekaj, kar je nujno za to, da gledalca držiš, a ne, hkrati pa ustvarjaš nek nov svet skozi neke prijeme, ki jih film kot medij ponuja. Recimo Lynch, pa Kurosawa, pa recimo. Taki revolucionarji, dostkrat, ja. Vaš prvenec Drevo je precej netipičen slovenski film, že zaradi tega, ker se dogaja v Albaniji. Kot se postopoma razkrije skozi film, gre za zgodbo o fantu, ki zaradi krvnega maščevanja ne sme zapustiti doma. In me zanima, kako ste prišli do te osnovne premise in kako ste raziskali to kulturno ozadje, ki je zelo nenavadno za slovenske gledalce. Ta raziskava se je najprej začela kot raziskava celo za dokumentarno serijo fotografij, potem za dokumentarni film, in skozi to sva z Mitjem Ličnom, ki je direktor fotografije na mojih filmih in hkrati tudi v privatnem življenju moj partner, prišla do tega, da, kar se spet navezuje na to, kar sem prej govorila, da si želimo ustvariti portrete teh nekih stanj, v katerih se naši liki znajdejo. Spravi, tle sva bila skoncentrirana v glavnem na te otroke, ki odraščajo v ujetništvu, se pravi znotraj svojih hiš, znotraj teh ograjenih dvorišč, se tudi šolajo znotraj tega svojega ujetništva. In spet ni šlo toliko, da povemo neko zelo zanimivo zgodbo, ki bi še celo mogoče zabavala gledalca. Temu smo se želela prav izogniti. Po vseh teh raziskavah tudi to, kar smo videla, da ne želiva zabavati zgodbo. Ampak ustvariti portrete teh stanj, se pravi mlajšega sina, mame in starejšega sina. Mlajši sin to dojema kot to fizično ujetost, se pravi, on si sam želi ven. Mama ujetost v ta nek sistem, del katerega sploh ne želi biti. In starejši sin ujetost v te njegove lastne občutke krivde, ker zaradi njega pač ta sosedov fant umre. Vi ste tudi študirali novinarstvo. Ste to raziskovali bolj z novinarskega gledišča najprej? Ja, mogoče celo, ja. Tukaj, kot sem omenila, to nek projekt dokumentarne fotografije. Ampak mogoče je res iz tega sploh izhajalo to moje zanimanje za to temo. Nikoli nisem razmišljala o tem, da so stvari, ki me zanimajo, strogo vezane geografsko samo na Slovenijo. Dejansko je ta ženska, ki se znajde tam s tema 2 otrokoma, Slovenka, kar tudi ni redkost, če temu tako rečemo. In tudi zdaj pri drugem, pri tretjem filmu me v glavnem zanima to človeško stanje človeškega duha, človeška psihologija, odnosi med ljudmi, ki seveda lahko izhajajo iz lokalnih zgodb ali pa so determinirani z neko lokalnostjo, ampak v resnici so to dosti, se mi zdi, univerzalne stvari. In ravno pri Drevesu mi je bilo zanimivo, kako so ga različno dojemali gledalci, rečemo v zahodni Evropi ali pa nekje v Aziji. V zahodni Evropi so cel film dojemali dosti metaforično. Medtem ko Indija, Bližnji vzhod pa zelo dobesedno. In tudi dostikrat se je zgodilo, da je po projekciji, na projekcijah, kjer sem bila tudi jaz prisotna, prišel kak od gledalcev do mene in mi povedal, da imajo v družini ta primer, da se njihova družina ali pa razširjena družina sooča z nečim podobnim. Kako pa se vam je zdelo kot nekomu, ki je iz druge kulture, da ste uspeli toliko na tak pristen način prikazati to, da ne izpade potem
tudi za to publiko nepokroviteljsko ali pa koliko ste navdušeni? Mislim, da ravno zato, ker dosti je bilo seveda narejenih raziskav, tudi tehnikih odhodov na ta področja in tako naprej, ampak najverjetneje ravno zato, ker tako kot sem omenila, gre za na nek način dost univerzalna občutja, čeprav so lahko umeščena ta občutja v različne zgodbe. Izvrstni filmi mnogih slovenskih avtorjev v Sloveniji ne pritegnejo trume gledalcev. Tudi vaši kljub številnim nagradam, izvrstnim ocenam in mednarodni distribuciji doma niso pritegnili množic. Kje menite, da je razlog, da slovenski film ne najde stika z slovenskimi gledalci? Mislim, da ne gre za, da bi bilo boljše, če bi tule nadomestili slovenski film z besedo umetniški film, ali arthouse film, ali nežanrski film. Ja. Ker to velja v resnici za vse države, ne samo za Slovenijo. Francija je mogoče izjema, zato ker oni imajo že zelo zgodaj začnejo s filmsko vzgojo. In imajo ljudje razvito afiniteto tudi do resnega filma. Tako kot imamo, rečemo pri medijih, imamo resne medije, imamo rumene medije. V filmu imamo mogoče film, ki je bolj zahteven in film, ki je bolj komercialno usmerjen, ki je tudi dosti bolj dostopen, posledično pride do neke širše publike, a ne. Tako da mislim, da gre za to. Zdaj, ta tretji film se sicer spogleduje z žanrom, je ta črna komedija, ne? Zato mi je bilo tudi zanimivo to doživetje teh projekcij v New Yorku, kjer se seveda vsak dan dogaja tisoče stvari, tisoče kulturno-umetniških dogodkov. In dejstvo, da so bile naše projekcije komercialne projekcije, se pravi ne projekcije za neke filmske obiskovalce filmskega festivala, ki pridejo tja s svojimi filmskimi akreditacijami in si potem pogledajo filme, ampak dejansko komercialne projekcije za široko generalno publiko, ki plača za karto dost denarja. Konkretno tam je bilo to med 15 pa $28. Imajo ta zelo zanimiv sistem, da tudi če so kakšne karte predtem rezervirane, pa se kdo ne pojavi, se film sicer že začne, ampak zunaj na pločniku pred temi kini stojijo vrste, organizirane. Vsaka je omejena s trakovi, vsaka ima naslov, se pravi, tle je bilo pač Family Therapy, kar je mednarodni naslov našega filma. In ljudje čakajo in ljudje iz kina, pač te zaposlenja, ne nosijo karto po karto ali po 2 karti in spuščajo pač še te ostale not, ki si tudi želijo pogledati film, pa niso prej dobili kart. In se pravi, dejansko je bila to splošna publika, ne publika filmskih profesionalcev, ki so prišli na vse projekcije so bile polne, na vseh projekcijah so se smejali dosti več kot pa tam, kjer smo mi predvidevali, a ne kot avtori, ker vedno, ko delaš komedijo ali pa v tem primeru črno komedijo, je zelo delikatno, a ti ta mesta uspejo ali ti ne uspejo, ne. In tule je bilo tega še dosti več in je bilo super tudi s to publiko doživeti film. Film v nekaterih vidikih malo spominja, v teh vidikih črne komedije malo spominja na Parazit, ki je bil uspešnica, kljub temu, da je zelo zahteven film in še korejski, pa je bil po celem svetu zelo gledan. Pač so te, občasno pride do tega, praviloma pa so to vrstni filmi nekako bolj v ozadju. Ja. Umetniški, pa tudi sicer zahtevni filmi,
Pa to velja zelo navezavo na to, kar ste rekli, tudi na druge umetniške zvrsti, ki ne najdejo publike takoj ob izidu, ampak imajo pa lahko kasneje nesorazmerno močan vpliv. In denimo v rock glasbi velja, da naj bi Velvet Underground prodali zgolj nekaj tisoč izvodov svoje prve plošče, ampak naj bi bolj ali manj vsakdo, ki jo je kupil, potem svoj band naredil. Ne? A se vam zdi, da to drži tudi pri filmu in ali ste po desetletju ustvarjanja že tudi prejeli kakšne povratne informacije glede svojih filmov to vrstne? Pa mislim, da za to vrstne filme velja, da imajo dost dolgo življenje. Rečemo, če vzamemo neke komedije so ponavadi zelo lokalne. Govorim zdaj o res komercialno naravnanih komedijah. Ne o hollywoodskih, ne o ameriških, ampak o evropskih. In ponavadi ne potujejo toliko na okolje, ne? Se pravi, večinoma jih gledajo domači gledalci. Zdaj to vrstni filmi te svoje gledalce nabirajo po celem svetu. Ravno zaradi te svoje univerzalnosti ali pa zaradi nekih drugih kvalitet. Mogoče v tem kontekstu je zanimivo to, da ko smo ravno govorila o drevesu, Drevo to je film, ki je šel v 2014, to je ravno pred 10 leti. In zdaj ob izidu te zadnje knjige, se pravi zadnje neke akademske publikacije, kjer je objavljena neka študija tega filma, se je zgodila nedolgo nazaj v New Yorku. In usporedno s tem je bil film dejansko tudi predvajan in je postal del Anthology Film Archives v New Yorku. Se pravi, ravno to je bilo aprila, se pravi zdaj pred 2 mesecema. Se pravi, film še vedno živi in dejansko ga ljudje še vedno hodijo gledati na projekcije. In na tak način se pol tudi predvaja po nekih ne samo po nekih retrospektivah ali pa festivalih, ampak mogoče tudi v nekih nacionalnih kinotekah ali pa tako kot tle v New Yorku. Ja, pa tudi na TV sporedu brško. Tudi to je. V zgodovini ljubezni ste eno glavnih vlog namenili norveškemu zvezdniku Christopherju Jonerju, ki ga poznamo tudi iz ameriških uspešnic, kot sta Misija nemogoče pa Odpadnik. Kako je prišlo do tega sodelovanja in še bolj zanimivo, kako to, da ste mu v odrešitvi za začetnike namenili vlogo Slovenca? Ja, to s Christopherjem je kar smešna zgodba. Christopher se je pridružil zgodovini ljubezni zato, ker so si Norvežani zelo želeli biti del tega projekta in so v bistvu oni predlagali, da bi vlogo tega dirigenta, ki je tudi v scenariju bil tujec, odigral ta njihov zvezdnik. In po nekih mestih vztrajanja, jaz sem si pogledala tudi njegove filme, seveda je odličen igralec, to je nesporno, ampak sem ga morala tudi nekako dobiti na audicijo ali pa pred kamero z našo igralko, ki smo jo že imeli izbrano. Tako da to je bilo 1 leto pred snemanjem. Smo mi imeli planirano testno snemanje in takrat smo rekli prav, naj pride v Slovenijo, če želi, in da naredimo pač te teste. In dejansko je potem on 1 leto pred snemanjem priletel v Slovenijo, bil z nami nekaj časa, posneli smo par prizorov iz scenarija, z našo igralko sta se super ujela in tako je nekako potem prišlo do odločitve, da postane del projekta. Kar se je zgodilo potem je to, da je Christopher postal zelo dragocen član moje ekipe, v bistvu pri vseh mojih scenarijih, pri razvojih scenarija.
tudi odrešitev za začetnike. Po leta 2020, ko smo razvijali še scenarij, nas je norveški producent odpeljal neko manjšo ekipo, mene, Kristoferja Mitja kot direktorja fotografije in še enega Norvežana kot story editorja, dodatnega story editorja. Na sever Norveške, v arktični krog, in nas je imel tam 10 dni, da smo delali na scenariju. In Kristofer je zelo dober za določene stvari, za dramaturgije likov, za to neko pristnost likov. Plus tega, da mene kot scenaristko nekako poriva iz moje cone obdobja. Tako da ni samo igralec. In potem zato se je na koncu tudi znašel v tej neki manjši vlogi, čist na pol za zabavo, na pol zato, ker je pač že vsa ta leta bil del projekta. Ja, moram reči, da pri ogledu, ki ga poznaš, pa veš, da je Norvežan in potem spregovori slovensko in si, ok. Omenjali ste večkrat te koprodukcije. Ne? Zdaj po eni strani je izredno težko toliko elementov skupaj spraviti, po drugi strani pa imate možnost razvijati scenarij v arktični krog in snemati z simfoničnim orkestrom. Koliko je tukaj treba dodatnega dela samo za to koordinacijo vzpostaviti in koliko so tu inštitucije, ki pomagajo od SFC do EU projektov? SFC je pri slovenskih filmih vedno prvi financer. Lahko je tudi RTV, ampak pri filmih za kino distribucijo je to ponavadi SFC. In ko so sredstva doma zagotovljena, je zelo hitro jasno, kaj se s temi sredstvi sploh da narediti, a se da sploh realizirati film, a se da realizirati vizijo tako, kot je zastavljena. Ampak to pa ne pomeni, da se koprodukcije nekako sklepajo najbrž tudi kdaj, no, ampak ne pri filmih, ki jih delamo v naši produkciji, sam zaradi nekih finančnih razlogov. To, kot sem prej omenila, pri meni je ta osrednja avtorska ekipa je dejansko iz različnih držav. Oblikovalec zvoka Gisle Tvejto je z mano delal zdaj že 2 celovečerna filma, je odličen oblikovalec zvoka, dela vse filme od Joakima Trierja, delo je Višjo silo z Rubenom Ostlundom in tako naprej. In res ogromno prenese filmu. Se pravi, nekako najbolj naravna je norveška koprodukcija. Italijanska, če se del filma ali pa sploh večji del filma snema v tej regiji ob meji, ne? Tako da pri nas ponavadi to izhaja ali iz scenarija, iz zgodbe ali iz sodelavcev, iz avtorske ekipe, ki jih želimo. Pa je potem težko, mislim, veliko birokracije treba vložiti v to, ali so dovolj utečeni sistemi, da se to da relativno brez težav? Mislim, je veliko birokracije. V prvi fazi to prevzamejo koproducenti, ko pridobivajo sredstva v svojih državah. Se pravi, mi smo pridobili sredstva v 4 drugih državah še, kar nam je zelo pomagalo, da smo sploh lahko ustvarili ta film, ker je pač dosti bogata, ne, tudi scenografsko in v vseh pogledih. Potem pa najbrž, ja, mislim, je dosti usklajevanja, dosti papirjev, dosti pogodb, ampak naš producent Rok Sečen nekako zdaj ima že toliko izkušenj s tem, da je to dosti utečeno. Poleg tega so pa to ponavadi neki partnerji, ki so zdaj že dolgoletni partnerji. Pa je potrebno kaj kompromisov, vaše vizije zaradi tega sprejemati, ali se na tej stopni še razvija glede na pač partnerje, ki vstopijo, glede na sodelavce, ki pridejo zraven? Pri mojih filmih, sploh pri tem filmu, je ravno obratno.
ta partnerstva so mi omogočila in produkcijsko, in za voljo avtorskega inputa strani teh sodelavcev. To, da sem lahko realizirala vizijo, to, da ni bilo treba sprejemati ne vem kakih umetniških kompromisov. Se pa lahko zgodi, da če so to nekako koprodukcije, ki se zgodijo res po neki sili razmer, zato da se sploh da realizirati, da je treba pol prilagoditi mogoče tudi vizijo. Ja. Ali morda načrtujete že naslednji filmski projekt in ali lahko že poveste kaj več o njem? V tej fazi težko rečem načrtujem, ampak se že razvija, je že spisan. Avtorska ekipa se že spet zbira. Je to spet film, ki je že spet po svoji zasnovi mednarodni projekt. Temelji pa zgodba na treh ženskih likih v treh različnih življenjskih obdobij in govori o moči naključnih srečanj med ljudmi. Sonja Presenc, hvala za obisk in za krasen film. Želim vam čim več uspeha in še veliko odličnih filmov. Hvala še enkrat.